Fino. Zdaj, če ste za to, bi nadaljevali tam, kjer smo zadnjič ostali. Če drugih vsebinskih vprašanj nimamo, bi kar se nekako najprej ustavil pri električni potencialni energiji. In sicer takole, to se pravi, da vas spomnim, pogovarjali smo se zadnjič o sili. Povedali smo, da poznamo električno silo in pa magnetno silo. To sta tisti dve sili, ki bosta driverja, zato da nam naša multimedijska tehnologija deluje. In zadnjič smo si vzeli kar nekaj časa, da smo se spoznali z elektrostatično silo. Povedali smo, da je osnovni gradik za elektrostatično silo naboj, pa smo si pogledali različne porazdelitve nabojev. Pogledali smo si električno polje in dve njegovi značilnosti. Ena značilnost je bila nevrtinčnost električnega polja, druga je bila pa izvornost električnega polja. Tako da, bi rekel, imamo en tak repertoar znanj in zdaj bomo nekaj stvari z tega še naprej danes potegnili. Hkrati bomo pa počasi začeli tudi obravnavati kakšne zglede, tako da bomo kombinirali predavanja z avditornimi vajami, računam pa, da bomo s prihodnjim tednom potem začeli tudi z laboratorijskimi vajami. Še enkrat povem, da je do 10 študentov povabljenih tudi semle k meni v auditorij, če bi kdo želel priti. V redu, dajmo torej v nadaljevanju spregovoriti o električni potencialni energiji. In pa s tem povezanim pojmom električnim potencialom. Jaz sem tudi že same oznake vam zapisal semle gor v sam naslov. Pa bi vas mogoče najprej spomnil na to, da mi v fiziki poznamo pojem potencialne energije. To se pravi, potencialna energija je tisto, kar je neposredno povezano v fiziki recimo z višino objekta. Se pravi, to, kar vi veste, tukaj bom samo še eno črko dodal, takole. To, kar vi veste, je, da je sprememba te mehanske potencialne energije enaka premagovanju višine, pa ste napisali m krat g krat h. Zakaj vam to pišem? Predvsem zato, ker bi na tem mestu z vami rad nekaj besed spregovoril o tem, kaj tale h je. In če vas vprašam, kaj je ta h, boste verjetno povedali, da je to višina. In zdaj bi vas vprašal, katera višina to je. In bomo rekli, ok, gre za pravzaprav spremembo višine. In če vas vprašam potem, kje pa je ta višina enaka nič, potem bom od vas verjetno prejel različne odgovore. Zdaj, nekateri boste rekli, da je to nič tukajle pri meni na tleh, če rečem, da so to tla in da neko klado dvignem za višino h, potem bomo rekli, da smo klado iz višine h je nič spravili na nek položaj h. Zdaj nekdo drug bo pa rekel, da je pravzaprav recimo nadmorska gladina tista, ki nam določa mesto nič. Spet nekdo tretji bo lahko postavil neko drugo ali pa tretjo referenco. To se pravi, mi moramo postaviti torej referenco za h je enako nič. Potem, ko enkrat rečemo, kaj je zdaj za nas referenca, potem pa mi pravzaprav povemo,
na nek način, koliko smo mi opravili dela pri premagovanju sile in v našem primeru je to gravitacijska sila bila. To se pravi, mi dvigujemo neko telo in tukaj imamo gravitacijsko silo, ki nas v bistvu nam vleče navzdol, mi pa opravljamo delo, ker premagujemo to gravitacijsko silo. Glejte, ni namen teh naših predavanj, da govorimo o mehaniki, ampak ker so zadeve toliko podobne, sem za začetek vam skušal orisati tele zadeve, kar se tiče mehanike. Zdaj bi si pa pogledali, kako je pa s tem pri elektrostatiki. Pa pojmo spet lepo po vrsti, to se pravi. Dajmo mi malo drugače postaviti. Jaz bi takole razmišljal, dajmo imeti tukaj en naboj, Q1, ki nam povzroča v svoji okolici električno polje. Če se spomnite, smo zadnjič povedali, pa tudi pogledali smo si, da polje kaže radialno vstran električno polje, smo rekli, od točkastega naboja nam sveti v radialni smeri. Celo znamo ga zapisati, da je to Q1 deljeno z 4pi epsilon nič r na kvadrat, smo zadnjič povedali enačbo. Zdaj si pa dajmo omisliti drugi objekt, se pravi, ta prvi objekt je namenjen temu, da povzroča polje, ta drugi objekt je pa namenjen temu, da nanj deluje električna sila. To se pravi, mi imamo električno silo. In zdaj, če delamo neko analogijo, tukaj je bila gravitacijska sila, ki jo premagujemo, če pa jaz premikam ta objekt, pa premagujemo električno silo. To se pravi, lahko rečem, da to električno silo znamo tudi določiti, to smo si zadnjič pogledali, pa bom kar napisal Fe, to je bila ta kolonova sila, smo rekli Q1 krat Q2 deljeno z 4pi epsilon nič pa razdalja med tema objektoma na kvadrat. Zapisal sem samo absoluten iznos tele sile. Vemo pa, da za pozitivna naboja kaže tako, da se med sabo odbijata. In zdaj se sprašujemo po tej analogiji, če premikam takle objekt, koliko dela pravzaprav ob tem opravljam, in to delo si znate predstavljati, da je enako integralu električne sile krat poti. Zdaj v našem primeru električna sila kaže tja, tale pot premika, si znate pa predstavljati, lahko rečem, da je dr, to se pravi diferencial razdalje. In če bi to zapisal, glede na to, da sta v tej smeri tako sila kot pa premik vzporedna, potem lahko to zapišemo, da je enako električna sila krat dr. Zdaj sem zaradi te vzporednosti lahko odstranil vektorske znake in če bi tole noter vstavil, pa bi mogoče najprej naredil še en korak, torej Q2 krat integral električnega polja krat dr in zdaj bom dokončno tole enačbo not vstavil. Najprej bom konstante izpostavil, to sta Q1, Q2, deljeno z 4pi epsilon nič, integral dr z r kvadrat. Mi znamo tole integrirati, in tukaj se zdaj najprej pojavi vprašanje, kako bi izbrali referenčno točko, kjer je vrednost električne, torej potencialne energije enako nič. Glejte, in to vprašanje ima takle odgovor. Se pravi, če gremo mi
daleč stran od tega našega vira, potem tukajle praktično ne deluje nobena električna sila. In ker ne deluje nobena električna sila, si izberemo tole za referenco. To se pravi, dajmo temu reči neskončna okolica. In tukaj, kjer ni električnih sil, rečemo, da je električna potencialna energija enako nič. To se pravi, moramo mi integrirati od tega izbranega radija, bom ga označil kot R, do neskončne okolice. Kajti tam v neskončni okolici je ta energija enako nič. In dajmo ta izbran radij označiti kot radij R0. Dajmo neskončno okolico pa označiti z radijem neskončno. Ok. In če ta izraz zdaj zintegriramo, dr ulovljeno z r kvadrat, potem naj vas spomnim, da nam tole da -1 z r v mejah od radija R0 do neskončne okolice. In mi moramo najprej zgornjo mejo dati noter, -1 z neskončno, to je nič, pa -1 z R0, pridemo zdaj do izraza, ki ga bom jaz tule spodaj zapisal. Torej, Q1, Q2, ulovljeno z 4pi epsilon nič, R0. Kajti, ko damo spodnjo mejo noter, ne moramo dati minus, spredje minus, pa minus da plus in dobimo tale izraz. In tole delo, ki ga opravimo pri tem, da privlečemo nek objekt iz neskončne okolice do sem, je hkrati enako električni potencialni energiji. Kajti rekli smo, da je električna potencialna energija v neskončni okolici enaka nič. Tukaj pa znamo zdaj določiti, da je električna potencialna energija enaka Q1 krat Q2 ulovljeno 4pi epsilon nič R0. Ok, zdaj lahko bi mi namesto te oznake R0 rekli, da smo na razdalji R, in bi potem lahko tudi zapisali končno enačbo, da je električna potencialna energija enaka Q1, Q2, ulovljeno z 4pi epsilon nič R. Evo, tole je zdaj enačba, ki nam definira električno potencialno energijo. Za naš konkreten primer, ko smo obravnavali dva točkasta naboja, ki jih imamo na medsebojni razdalji, v tem primeru R. Zdaj, to je približno tako, kot če neko vzmet stisnemo skupaj, pa imamo prožnostno energijo, zato ker smo vzmet stisnili skupaj, smo premagovali tisto prožnostno energijo. Ali pa tako, kot če v bistvu bi pogledali, recimo, da imamo tukaj zemljo, pa imamo tukaj luno, ki smo jo semle prolekli v zemljino okolico, pa se tudi sprašujemo, kakšna je ta energija te lune vizavi tej zemlji. To se pravi, imamo kar nekaj teh primerov. Ok, zdaj tale električna potencialna energija je v bistvu samo nek naš vmesen produkt, katerega bomo mi porabili za to, da bomo prišli praktično do končnega ciljnega produkta, to je električni potencial. Mi smo ga že tamle v naslov napisali, pa ga bom tukaj le še enkrat. Električni potencial pa pride ven iz te potencialne energije. Spet bom malo voda naredil. Lejte, mi smo enkrat že naredili tole, da smo rekli, dajmo električno silo ločiti od objekta. In temu smo rekli, da normiramo električno silo z nabojem in smo dobili nov pojem, to je bil električna poljska jakost. To smo zadnjič naredili.
Zdaj bi pa isti recept uporabili. In sicer bi rekel, dajmo mi našo električno potencialno energijo, glede na to, da sem tam številčil prvi pa drugi naboj, ne, bom rekel, dajmo to električno potencialno energijo, nisem pisal z diferencialni, podeliti z nabojem, na katerega opazujemo to našo silo, to je Q2. In bomo dobili ven en nov pojem, ki mu bomo rekli električni potencial. Merimo ta električni potencial tudi z enotami, ki imajo isto oznako kot sam potencial, to se pravi, potencial označimo s črko V in enota se imenuje volt. Okay? In zdaj, če tole naredim, da normiram, dobim tukaj le Q1 ulomljeno za 4 pi epsilon nič R. In to, kar sem tukaj le zapisal, je potencial točkastega naboja, bomo tudi skico narisali, na oddaljenosti R. Ok, to se pravi, če imamo ta točkast naboj, Q1, in smo tukaj na neki oddaljenosti T, potem tale potencial pripada, v neki točki T na oddaljenosti R, takole, potem ta potencial pripada tej točki. Ok, zdaj se hitro lahko vprašamo, a velja tudi za tole točko, ki je na isti oddaljenosti R? Ja, tudi za to točko. Se pravi, dejansko velja za vse te točke, ki so na tej krožnici okrog in okrog. Isti potencial. Ja, ne samo za te, ki so na tej krožnici, velja za vse praktično, ki so na tej celi lupini. Se pravi, dejansko nam velja, da je potencial enak za vse točke, ki so enako oddaljene od tega naboja. Ok, se pravi, to je ena taka lepa lastnost in mi bomo čez nekaj trenutkov celo poimenovali, kako se ta ploskev, ki sem jo omenil, na kateri imajo vse točke enak potencial, kako se imenuje. Ok, preden to omenim, bi pa vsem rad povezal to, kar smo danes nekako dognali, s tistim, kar smo že zadnjič povedali. Ne? Se pravi, prva stvar bi mogoče od tamle ven potegnil izraz, da je potencial integral E dl od točke T do neskončne okolice. Zdaj, da se vrnem na prejšnjo stran table, kjer smo imeli tole napisano, bomo tudi tole izpostavili. Se pravi, če smo tale naboj Q2 imeli spodaj v ulomku in se je pokrajšal, nam ostane tale EDR, ne, oziroma, če hočete, ne, tukaj smo že vektorski znak stran dali, drugače je bil tole vektor E in tole je bil vektor DL, sej imamo tukaj še napisano, ne, E pa DL, ne, tako damo stran iz tega ven in je to E pa DL. In tukaj smo pa meje tudi postavili, smo rekli, od radija, točka T ima radij R, pa do neskončne okolice. Evo. In zdaj sem to zapakiral v ta izraz, ki sem ga postavil na levi strani table. Evo. In tole je zdaj naša enačba za električni potencial. Bi rekel, taka definicijska enačba. In zdaj bi mogoče povezal potencial
z napetostjo. Zdaj, če je premik med neko točko, pa rečemo V1 in tukaj rečem radi R1 in neko drugo točko, ki jo bom označil z rdečo, pa bom rekel radi R2, pa naj bo to točka T2, pa dajmo reči, da je tukaj v tej točki T2 pa potencial V2, se pravi, tukaj imamo indekse V1, T1, R1, tukaj pa V2, T2 in R2. Ta premik tukaj vmes nam terja neko delo A električno 1,2. In zadnjič smo povedali, da je, bom kar takole napisal, A električno 1,2, pa mogoče, da ne bom preveč pisal, ker imamo zelo malo table še tukaj na razpolago. Dajmo kar zapisati takole. A električno 1,2 deljeno z nabojem, ki ga opazujemo. Tukaj si lahko predstavljate, da smo premaknili nek testni naboj Q2, zopet tukaj vmes. Se pravi, bom rekel, da delimo s tem nabojem Q2, tako kot prej. To smo zadnjič poimenovali kot napetost med U1 in U2. Zdaj pa lahko to zapišem, da je to V električna potencialna 1 deljeno s Q2 minus V električna potencialna 2 deljeno s Q2. To pa sta V1 minus V2. In to, kar vam hočem povedati, napetost kot taka je enaka razliki potencialov. Se pravi, zdaj smo pa nekako osmislili tisto, kar smo že zadnjič govorili. To se pravi, smo zapisali napetost med dvema točkama kot razliko potencialov. Jaz bi potem samo še zapisal, da je pač to kar enako, tako kot smo prej rekli, integral EDL. Zdaj, če bomo noter ustavili, bi lahko rekli od T1 do neskončnosti minus od T2 do neskončnosti, pa se tiste dve meje v neskončnosti odštejeta in dobimo, da je to integral od T1 do T2 EDL. Evo. Tako da, mogoče, če tukaj še dodam, pa smo imeli že to zadnjič v naslovu, še električna napetost. U, ki jo prav tako merimo v voltih. Okay. In običajno povemo za napetost U, da je med dvema točkama, recimo, če je tole točka A, točka B, potem je to puščica, ki nam kaže od ene točke proti drugi in rečemo UAB je enako in povemo, recimo, koliko voltov je. 230 voltov. Evo, ko smo ravno pri 230 voltih, to je v principu napetost, ki bi jo pripisali električni vtičnici. Takole, če si predstavljate, da imamo električno vtičnico. Električna vtičnica ima dva pola in če bi pomerili tukaj vmes, bi dobili 230 voltov. Okay. Zdaj za tiste, ki mogoče že malo več veste, vi veste, da ta napetost v vtičnici ni enosmerna napetost, ampak da se s časom spreminja, je harmonična funkcija in mi bomo šele ob koncu predavanja tudi nekaj besed o tem povedali. Se pravi, če takole narišem, harmonična pomeni sinusna, kosinusna funkcija. In če bi vas vprašal, kaj ima zdaj teh 230 voltov s tole našo napetostjo, ki sem jo tukaj narisal, ki se časovno takole spreminja, U od T,
Bi mi znali odgovoriti? Kaj ima teh 230 voltov s temle? Srednja vrednost je koliko? Nič. Maksimalna vrednost tudi ni pravi odgovor. Bom zaenkrat vam povedal samo to, da je teh 230 voltov ena takale vrednost, ki pa ji rečemo efektivna vrednost. Ok, maksimalna vrednost je v principu 230 krat koren iz 2. Mi bomo o tem govorili kasneje. Samo to, da vam malo navignem. Ok, zdaj smo torej končno prišli do nečesa utipljivega, kajti napetost je nekaj, kar znamo izmeriti. Vi lahko naprej pišete, jaz sem kar tukaj napisal merjenje električne napetosti. Imamo v ta namen en zelo precizen inštrument, ki mu rečemo voltmeter. In dejansko velikokrat mi merjenje nekih količin prevedemo na merjenje napetosti ali merjenje toka. To sta dve količini, ki jih znamo v področju elektrotehnike izjemno natančno izmeriti. Če se samo vrnem malo nazaj, tale potencial je nekaj zelo abstraktnega. Če bi mi lahko merili potencial v neki točki do neskončne okolice, pa bi že eventualno nekaj merili. Ampak ta stvar, neskončna okolica, je itak sama po sebi zelo abstraktna. Medtem ko napetost med dvema točkama znamo pa zelo natančno izmeriti. In inštrument, ki ga uporabljamo za to, da merimo natančno to napetost, se imenuje voltmeter. Ok, jaz bi mogoče samo še eno stvar okrog tega tule rad vam povedal, zato da si boste znali predstavljati, da v inženirskem svetu tale neskončna okolica, ko sem rekel, da smo daleč stran, da je tam električni potencial enako nič, da lahko to interpretiramo tudi drugače. To se pravi, če se prizemljimo, da smo na tem našem planetu, potem, podobno kot sem prej govoril o tem, kje je potencialna mehanska energija enako nič, pa smo zaključili, da so to lahko tla, ali pa nadmorska višina H je 0. Podobno tudi tukaj lahko sprejmemo dogovor, da je električni potencial Zemlje enak nič. To se pravi, bom takole napisal dogovor, da je električni potencial Zemlje enak nič voltov. In to je tisto, kar potem mi izkoriščamo, to lastnost, torej, da tvorimo, temu rečemo, neko zaščito, in tej zaščiti rečemo ozemljilo oziroma ozemljevanje. Si bomo potem kakšen primer pogledali, ampak načeloma je to v funkciji preprečevanja motenj nekega signala. Mogoče kar takoj to narišemo, to se pravi, če se spomnite, smo zadnjič povedali, da je za nas zelo zanimiv koaksialni kabel. Rekli smo, da je do zdaj za nas zanimiv koaksialni kabel zato,
ker imamo samo tukaj le vmes električno polje, medtem ko tukaj zunaj smo pa rekli, električnega polja ni in smo rekli, kabel ne vpliva na okolico. Bomo pa kmalu prišli do tega, da se bomo pogovarjali, da tudi okolica ne vpliva na kabel. To pa zato, ker običajno rečemo, da bomo oklop tega kabla ozemljili. Mi bomo še danes verjetno o tem govorili, kakšni so pozitivni učinki tega, da ta oklop ozemljimo. Dajte si predstavljati, da na ta način naredimo še en korak v tej smeri, da zunanje motnje ne motijo tega našega signala. In to je, bi rekel, po svoje zelo pomembno pri multimedijskih signalih, ker nočemo, da nam recimo neke zunanje motnje odrejo in da zaradi tega, bi rekel, recimo kvarimo zvok ali pa video, ki ga prenašamo preko tega samega vodnika. Ok, ja, jaz bi mogoče samo še ta pojem, ki sem ga prejle izpostavil, želel upeljati, potem bi šli pa pogledati zgled ali dva, kjer bomo pa potrebovali kalkulatorje in kakšne stvari tudi malo izračunali, da boste videli, da ni vse samo tako abstraktno, kot smo napisali na tablo zdajle, ne? Ampak da so to zelo inženirske količine. Ja, tisti pojem, ki bi ga rad z vami predebatiral, se pa nanaša na to, kar sem vam prejle omenil, ko sem rekel, da imajo vse točke isti potencial. In jaz bi vas zopet napeljal na stvari, ki jih vi poznate iz drugih področij. To se pravi, dajte si predstavljati najprej primer zemljevida. Kako na zemljevidu rišemo hribe? Če imamo takole karto, kako rišemo hribe? Kako barvo jih označimo? S plasnicami. Ok, dva odgovora sem dobil, malo sta povezana med sabo. Kako bi rekli tem črtam, ki jih rišem? To so neke meje, v bistvu ti se določiš eno barvo do te višine, potem pa greš. A pa imajo te meje tudi svoje ime? Rok Torkar je v komentarje odgovoril z izohipsami, je mogoče to prav? Bravo. Super, bom še mečken. Aha, bravo, Rok. Izohipse se imenuje, ja. Rok, kaj pa so to izohipse? To so točke, ki povezujejo, krivulje, ki povezujejo točke z enako višino oziroma Super. enakim Rok nam je potencialom. točno definiral. Prav, da so to neke krivulje, ki povezujejo vse točke z isto višino. Rok, če grem jaz na ta hrib iz te strani ali pa iz te strani, kje bo bolj strmo? Tam, kaj so bolj goste izohipse. Ja, super. To se pravi, kar nekaj stvari smo zdaj razbrali. A ne? Namreč razlika višinska med dvema črtama je enaka, a ne? In če so te črte bolj skupaj, pomeni, da hitreje premagujem. In to so izohipse. Pa poznamo izoterme. Poznamo izobare, poznamo izohaline. Ste srečali te pojme, ko ste se učili verjetno geografijo? Se pravi, če gledate vremensko napoved izoterme, so tam narisane točke zraka z isto temperaturo, izobare
z istim zračnim tlakom in tako dalje. Ne. Torej, ta izo pomeni enak. Zdaj, v elektrotehniki sicer uporabljamo drug koren. En je grškega, en je pa latinskega izvora, ampak ga tudi poznate. Če je nekaj enako, rečemo, da je nekaj ekvivalentno, ekvidistantno in tako naprej. Ne? In pri nas bi mogoče, če se vrnem na tisti točkast naboj, ki smo ga prej imeli, pa če se spomnite, smo rekli, na istem radiju, vse točke, ki so na istem radiju, imajo isti potencial. Recimo, da sem izračunal, da je tale potencial V1. Če bi vzel nek drug radij, bi bil tole nek drug potencial V2. Če bi vzel nek tretji radij, bi bil to nek tretji potencial V3 in tako dalje. Večkrat sem grdo narisal, se opravičujem. Okay? In tako kot ste prej povedali, da so to krivulje ali celo v 3D ploskve, tri krogalne lupine, ki povezujejo točke, katerih potencial je enak, potem tem ploskvam rečemo ekvipotencialke. Te ekvipotencialke so lahko ekvipotencialne ploskve, če smo v 3D prostoru, ali pa ekvipotencialne krivulje, če smo v 2D prostoru. Okay? In če smo mi na tabli v 2D prostoru, bomo običajno risali takele krivulje. Kaj je jasno? Da se ekvipotencialke ne moreta sekati. Zakaj ne? Ja, ker je isto kot pri izohipsah, ne more se kar sekati, ker potem je... Ja, logično. Če je tole en potencial V1 in to drug potencial V2, ne morata biti enkrat različna, v neki točki pa enaka. Ni logike. Ja. Okay, in ravno tako višine ne more 20 pa 10 se presekati, ker bi pomenili, da 20 v tej točki je enako 10. To se pravi, ne morejo se sekati, ampak so lahko bolj ali manj vzporedne. Zdaj, zakaj sem to razložil? Zato, ker bomo mi skušali tudi vizualizirati kakšne take primere. Okay? Fino. Ja, zdaj smo si pripravili kar nekaj materijala, da si bomo lahko v nadaljevanju pogledali dva zgleda, ki sta pravzaprav uvod v to, kar bomo obdelovali na sami laboratorijski vaji. To se pravi, ta dva zgleda, ki jih bomo pogledali, nam bosta predstavljala auditorno vajo, zato da se pripravimo na laboratorijsko vajo. Bom pa kasneje, dajte to zadržati v mislih, narisal, ali pa mogoče lahko že zdaj to naredimo, nekaj izgledov tehle ekvipotencialk. Ne, bomo mogoče to kasneje naredili. Ok.